Pri nas imamo zato našo dobro mamico, ker bi brez nje kam ne mogli shajati. Kaj pa pri vas? Le kdo bi nas zjutraj poklical, če bi nas ne mamica? In če bi se tudi sami zbudili in se vsi znali že sami obleči, kakor naprimer jaz, ki sem največja, kdo bi nas spomnil, da bi molili? Prav gotovo bi skoraj vedno pozabili brez mamice. Pa če bi mamice ne imeli, kdo bi zjutraj Tončka pravil, ko je včasih ves sam? Pa kdo bi po noči tolikokrat stal in mleka dal našemu malemu fantku, ki ga imamo vsi tako radi, če ne mamica? Jaz namreč tako trdo spim, kakor to. Bi se Tonček prej z jokom pretrgal, preden bi mene zbudil.
O, prav čisto za nič pa tudi nisem. Na mleko zjutraj že pazim, da ne prekipi in da mamica medtem lahko Tilko, pa Janezka in Marjan toplje in obleče, tiste naše nagajivce. Kave pa ne znam še skuhati in bi Atek moral brez zajtrka v službo, če bi ne imeli mamice. Pa jaz prav dobro vem, da naš Atek to ve, ker kada prav preveč razstajamo, pravi, otroci, tiho, če ne bo mamica huda in nam ne bo nič skuhala. Pa tebi, Janezek, ne bo zašila hlač, pa tebi, Tilka, ne bo kupila nove oblekce. Pa smo spet tiho. Joj, če bi mamice ne imeli, bi se pri nas doma, pa pri vas tudi, da veste. Povsod bi se tako obračali, da bi dan šele zvečer začeli, ko je treba že iti spat. Pa še takrat bi morali kar brez večerje leči. Tako pa pri nas čez dan toliko naredimo, da mamica drugi dan komaj pospravi. Pa še nekaj, kdo bi nas natepel, ko ne ubogamo, če bi mamice ne imeli. Ja, če ne boste mamici povedali, da sem poslušala, se nisem nalašč. Je prišla včeraj k nam vas Sedejka? Ne, gospa Sedejeva se reče. Je prišla k nam vas gospa Sedejeva, pa je pomilovala našo mamo, da ima toliko otrok. Se je pa naša mamica prav prisrčno zasmejala in rekla, ja, kaj bi pa počela, če bi mojih nagajivčkov ne imela. Sedaj pa jaz ne vem, ali bi bili mi večji revški brez mamice, ali mamica bez nas bolj nesrečna. Kaj pravite? kakšne moje so želje. Rad bi vedno živel tako, da bi pri sebi veselje. Ker ni rad bi navzel se svojih dobrot. Da vsak bi moral priznati, tale otrok je tako plemenit, kot bila njegova je mati. Ker vsi grmi bi zasneli in vsi gaji zadehteli,
se vodice zašumljale, zvezdice vse zasijale, njo da z njimi obdarujem, ti vse, prav vse dolgujem, bi premalo mogel dati, tebi, moja zlata mati. Na drogo orožje manjiti kolesov, zapuščena spri globoki jami, bom milo vse zelenje bom potrezal, na lahno delo bom, da se nahranim. Da moje srce je res ljubilo, da z glavo srečo moram izgledati. Življenje težko jo je utrudilo, naj lep počiva, moja dobra mati.
Če zemljepis malo pogledam, pa smo gotovi za danes. Potem pa malo beri. Kako slabo bereš? Danes ne. Danes bomo igrali nogomet. Fanti me že čakajo. Naj ostane enkrat brez tebe. In mi že obljubim. In kamor ne bo šel, dokler mama ne pride? Saj veš, da je kazala, da nikamor ne smeva, dokler se ne vrne. Saj bo kmalu prišla. Dobro, ko bo prišla, pa jo poprosi. Če si zavoli, pa bo šel. Jaz moram še računsko nalogo malo pregledati. Ne čakaj, jaz pa bom mami povedal, da si brskala po omari. Računico iščem. Kje neki je? Tu sem jo položila. Oho, to so Atjevi računi. Kje so? Tu so. Daj jih meni nekaj. Nobenega ne sme vzeti. Saj veš, da Ati ne pusti, da bi brskal po njegovem sedalu. Saj ne bo vedel, da sem katerega vzel. Daj jih nazaj. Samo enega bom vzel. Čemu ti ga bo? Po pari ga boš. Ati mora to drago plačati. Saj ne bo vedel, da sem katerega vzel. Pa še ti enega vzemi. Čemu pa bo? Še ti daj tistega nazaj. Napisal ga bom in komu poslal. A fati komu račun pošlje, pa dobi denar. Jaz bom tudi enega napisal. Pa bom še jaz dobil denar. Komu? Saj ti ničem česar ni dolžan. Komu bi ga neki poslal? Aha, že vem. Mami ga bom poslal. Miraj se mi drva prinesel. Ravno prej sem šel v trgovino. Prej sem zival Joška. Ne, jaz tega ne bom zastonj delal. Saj res, jaz tudi mami pomagam v kuhini. Jaz bi bom tudi enega napisala. Mama dolžna Marku. Račun napisan dne 29. 3. 1987. Trikrat nesel drva, takikrat 100 dinarjev, 300 dinarjev. Štirikrat šel v trgovino, takikrat po 100 dinarjev, 400 dinarjev. Enkrat tekel dva, to je po 100 dinarjev, trikrat zival Joška, takikrat po 100 dinarjev, 300 dinarjev, štirikrat sem ga pestoval, 400 dinarjev, vse skupaj pa je to 1600 dinarjev. Aha, to se bo mama začudila, ko bo dobila moj račun. Takati bi bo morala, ker tega ne bom zastonj delal. Sedaj moram pa dobiti še kako kuverto. Mama dolžna Polonski. Račun napisan dne 29. 1987. 5krat pomila posodo, vsakrat po 100 dinarjev, skupaj 500 dinarjev. 4krat prinesla vodo, vsakrat po 100 dinarjev, skupaj 400 dinarjev. 6krat pestovala Joška, vsakrat po 100 dinarjev, skupaj 500 dinarjev. 8krat zibala Joška, vsakrat po 100 dinarjev, skupaj 800 dinarjev. 2krat pobrisala prah, vsakrat po 100 dinarjev, skupaj 200 dinarjev. 7krat nesla drva, vsakrat po 100 dinarjev, skupaj 700 dinarjev. Skupaj je to skupaj je to 3500 dinarjev. Dosti bo, moj račun je večji. Kar prav, kupiti si moram nove zvezke. Ho, to se bo mama začudila, ko bo dobila kar
10, Ljubljana. Daj pa še kako staro znamko. Veš, kje bi jo dobil? Že vem. Včeraj mi je dal soseda v Lojze 2. Tu jih imam. Jaz sem tudi že napisala naslov. Ravno prav, da imaš 2 znamki. Daj še meni eno. Naša Tina lepi svojo. Sedaj pa prišla hitro na pusto, preden mama pride. Jaz bom svojega dala kar skrinjico pri vratu. Mama bo prišla in pomislila, da je pismo skrinjico pismonoša. Vzela bo in brala. Aha, to sem si pa dobro izmislil. 1700 dinarjev bom pa le dobil. Mama je sama zadnjič rekla, da dan danes ne more nihče zastonj delati. Tudi jaz tega ne bom zastonj delal. Tako, moje pismo je še ti svojega hitro nesel. Takoj. Kar malo me boli srce, morda pa nisva pravno razlika. Radovedna sem, kaj bo rekla mama. Mama že gre, daj pa reči drug učenju, da ne bova kregana. Mama je že v kuhinji, zdaj bo pa najbolj zraven najmi pismi. Bog mi kaj bo rekla, nič ne bo rekla, začala bo. Jaz se tega ne bom zastonj delal, jaz pa se kaj bojim, morda bo mama huda. Kaj bo huda, začala bo. Jaz se kaj malo bojim, ne bom jo tukaj počakala, na vrt grem. Morda pa res nisva prav naredila. Kaj pa če bo mama res huda? Tudi jaz grem na vrt. Sram me je, mi došli nismo nič za mamo naredila,
bi že vse zaračunala. Ona je pa že toliko denarju vse brezplačno. Mene je sram, s tem računom sem me še razžalostila, kako mi je žal. Zdaj že pojedla? Še ne? Oprosti, mamica. O, mamica, kako mi je žal. Že dobro, otroka moja. Vidite, kako je dela malce račune s svojim otrokom. Tako kot sta pa liba storila, tako pa otroci delajo račune s svojim staršem. Matere stori zanje vse in vse zaston, otroci pa na vse to pozabijo. Odrastejo in pozabijo in jim niso hvaležni. Hvaležnost je plačilo otrok svojim staršem. O, mamica, prosti, jaz pa nikdar ne bom pozabil nate. Tudi jaz nikdar ne bom nehvaležna. Dobro, da ta dva računa dobro spravita za poznejše življenje. Ko bom jaz že stara mamica, da pa boste velika in odrasla, ne pozabite, koliko sem jaz za vaju storila, ko sama še niste mogla nič pomagati. O, mamica, kako si dobra. Nikdar ne bo potrebila na kje. Dobro, zdaj pa malo na vrt. Poldne zvoni. Cerkev odprta je. Stopil bom. Iskreno ti, Marija, povem, da zdaj hodil ne bom. Ne nosim darov, ne nosim daril. Prosti besedam. Prišel le zato sem, da v te se zagledam. Da gledam te, gledam v srečen, ker tukaj si ti, ker jaz sem tvoj sin in blizu sva ti. Pred cerkvijo sem pustil vse svoje skrbi, da sam bom s teboj, za trenutek pod soncem tvojih oči. Naj brez besedi do tvojih oči pogled moj se vije, ko puščam, da svoje zapoje srce melodije. Ker ti si edina najlepša, si nedotakljiva, milosti polna, od greha neskončno odmaknjena. Ker iskreno povem, ker venomer tukaj si, ker Marija si, sploh, ker si. O, Mati Marija, tisočkrat hvala ti, poldne zvoni.
sem. Pravijo, da samo ženske znajo moliti. Morda zato, ker je to edina stvar, ki nam jo moški brez ugovarjanja puščajo delati. Morebiti nam je laže moliti, ker v tebi vidimo tistega edinega moškega, ki je proti miselnosti in proti postavam svoje dobe sprejemal žensko brez predsodkov, brez strahov, brez pridržkov, brez kompleksov, brez zapostavljanja. Mnogim bi bilo bolj všeč, da se ti, o Bog, ne bi poslužil ženske, ko si prišel na svet. Toda ti se nisi maral odpovedati ljubezni matere. Povsem naravno in sproščeno si sprejemal pogovor in sodelovanje z vsemi ženskami. Samarijanko, ki je bila prešuštnica, si naredil za prvo misionarko svojega kraljestva. Nisi se sramoval, da je bila med oznanjevanjem v tvojem spremstvu javna grešnica iz Magdale, ki je bolj cenila tvojo zastonsko ljubezen, kot pa sebično igračkanje moških, nesposobnih ljubiti, ne da bi se čutili lastnike. Ko si šel s križem na Golgoto, so te objokovale ženske in ne moški, pa ne iz slabosti, temveč zato, ker so bolj kot vsi razumele, da se ljubezni in nedolžnosti ne sme žrtvovati. Ko si vstal od mrtvih, si se ženam prikazal prej kot možem in ti so od njih prejeli največje oznanilo vseh časov, da si premagal smrt. Pomagaj nam, o Kristus, da bomo posnemali zgled žene, tvoje matere, ki je bila v vsej človeški zgodovini najbolj svobodna in najbolj ženska. Pomagaj nam, da se prebudimo. Usmili se tudi vseh moških, ki vse prepogosto pozabljajo, da ta naš svet še obstaja zato, ker se za vsakim moškim vedno skriva v ozadju moč ljubezni in upanja žene, ki nenehno veruje v vrednost življenja. Ko bi mogla ženska v enakopravnem sodelovanju z moškim ustvarjati pravo zgodovino, pravo politiko, resnično pravičnost in pristno človeško skupnost, je zelo verjetno, da bi bile besede, kot je vojna, že zdavnaj izbrisane iz našega slovarja. Kajti mi ženske bolje kot moški vemo, kaj je bolečina in kaj je smrt, saj se življenje začne jokati in smejati v naših telesih.
Lucija z grenkobo zrovane oči mojega otroka. Pa zakaj vendar s grenkobo, ko pa so v šopku ujete njegove najlepše obljube in želje? Obljube, da mi bo stvoril še veliko veselja, želje, da bi mi bilo lepo z njim. Mar s grenkobo zato, ker si zaman želi, da bi ga zjutraj spodeli po bele kave in z nasmehom pospremila na pot v šolo. Ali morda zato, ker me po vrnitvi šole ni, da bi se mi nagodil, da bi z njim delila veselje in drobne skrbi malega srca. Mar s grenkobo zato, ker mu je ključ okoli vratu pretežko breme in ga spominja na osamljenost, ki ga čaka v praznem domu. Mu nisem na šibka ramena 11 let naložila pretežko breme. Tolej pomeni grenkoba njegovih očeh osamljenost in srepenenje. Kako me boli ta grenkoba in to spoznanje. Sprejemam jo kot tiho sodbo in mimo vprašanje zakaj. Zakaj dan in za njegov svet ima več časa? Otrok moj, bi ti bilo lažje, če ti razumem, da sem ta čas, ko ti osamljen piš v praznem domu, na delu, čeprav med ljudmi nič manj osamljena kot ti. Zato, otrok moj, skrij svoj obraz in grenkobo v šopku cvetja, ki ga nabral meni za moj praznik. Thank you.
tvoje razpokane dlani, ki delo vezano vanje ne žulje do norke krvi. Slišal utripati se pesem, je trpela. Odpusti mi. Odpusti mi, da sem te pripravil do joka. Da sem na tvoj globoki pogled odgovoril z ironičnim nasmehom. Da nisem videl tvoje dobrote. Da sem na včerajšnjo obljubo pozabil. Da sem govoril o ljubezni, mislil pa na svoj preljub jaz. Da sem te kritiziral zato, da sem s tem sebe povzdignil. Da nisem poslušal tvojega modrega nasveta. Da ti tolikokrat rečem ne. Da nisem čutil tvoje želje. Da sem te pustil na cedilu, ko si me čakala. Da sem ti laskal z hrbtnim namenom. Da ti ja dan izgovarjam besede zavedno ali nikoli več. Da sem vse skrbi preložil nate. Da ti na pismo nisem odgovoril. Da tvoje napake vidim, svojih pa ne. Da sem hodil s teboj, dokler se ti je dobro godilo. Nesreči pa sem te zapustil. Odpusti mi. Odpusti.
konec nam je ostala samo še ena beseda. Hvala vsem vam, ki ste to popoldne prišli sem. Rad pa bi se zahvalil tudi vsem tistim, ki ste pomagali, pa žrtvovali svoje ure, za to, da smo res lahko v tej uri uživali, pa ne samo to, se duhovno bogatili. Hvala otrokom v otroškem zboru, ki so prihajali na vajo, mladinskemu zboru, recitatorjem, še posebej pa hvala Dominiku, ki je prav za to popoldne pripravil 6 novih pesmi, ki ste jih slišali, pa Janezu in Emilu, ki sta pomagala Dominiku pri spremljavi. Ob izhodu vam bodo otroci, pa nekateri starejši otroci, za spomina ta dan na to srečanje podarili skromen šopek. Bojimo se, da jih bo premalo, pa upam, da morda tiste, ki ne boste dobili tega šopka, ne boste zamerili. Še enkrat hvala lepa. Romanu, ki nam v bistvu pripravil, da mi lahko delamo, ker človek lahko dela, če nima pripravljena, ne more dati, oziroma nič narediti. Romanu pa to zahvalo enako tudi Primožu, je Rimski zbor vabil in pa še en Roman, Roman, ko pa